Zakaj moramo biti na internetu, kar upam, da že vsi vemo, zakaj je optimizacija za iskalnike pomembna in potem se bomo preko tega, kaj uporabniki počnejo na spletu, zelo konkretno začeli ukvarjati s tem, na kakšen način delamo optimizacijo za iskalnike, na kakšen način postanemo tisti prvi v Google in tu lahko zelo konkretno gremo v detajle. Zato, da ideja je, da danes, ko pridete od tukaj domov v pisarno za računalnik, kakorkoli, boste imeli veliko stvari, ki jih lahko sami naredite. Trgovci v fizičnih trgovinah zelo jasno vedo, da nimajo samo postavljenih ljudi na blagajno, ki samo kartice vlečejo, ampak imajo znotraj trgovine postavljene super strokovnjake, ki mi lahko vse povejo o tem, katere teniske naj kupim. Na spletni strani pa tega ne naredimo. Zato, ker imamo samo produkte, pa košarico kupi zdaj. V tem koraku smo uporabniki prodali, zdaj imamo pa še dve fazi. Po tem, ko smo uporabniki prodali, imamo še dve priložnosti, ko lahko se z uporabniki kvalitetno pogovarjamo. Prva faza je experience faza. Faza, ko bo uporabnik dobil ta produkt. Tudi v tej fazi moramo splet pametno uporabiti, ker s tem povečamo zadovoljstvo uporabnika z našim produktom. Mi izberemo državo, v katero želimo potovati in nam bo pokazala osnovne informacije o tem, kako se obnašati v tej državi. Francija, koliko moramo dati na bednine, katere so glavne geste, na katere moramo biti pozorni, kaj delati, ko večerjamo, kaj generalno sploh početi v tej državi, pa kaj ne početi v tej državi. Spet, zelo enostavne informacije, na zanimiv način prikazane in ostanejo, to je najpomembnejše, ostanejo zavedno na naši spletni strani in če to pravilno naredimo, bodo ljudje še leta hodili na to spletno stran. Ta content ne bo nikoli postal zastarel. Malo bolj konkretno si še vseeno poglejmo določene stvari, ki so se zgodile v iskalnikih in na koncu vas bom če ne drugače malo prestrašil, da pazite, kaj delate z optimizacijo za iskalnike. Sem že prej razlagal, da ima Google, kaj sem rekel, 300 različnih kriterijev, na podlagi katerih se odloča, katera spletna stran bo prva na Google ali pa katera bo zadnja na Google. Teh kriterijev je sicer 300, ki se stalno spreminjajo in zraven se še stalno spreminjajo uteži za te kriterije. Torej, Google spreminja, koliko je kateri kriterij pomemben.